Grožnje, utišanja, podrejanja, ustrahovanja, politični pritiski, fizični napadi, verbalni napadi, serijske tožbe. Tudi v Evropi se dogaja. Ne dogajajo se samo grožnje, samo poskusi, samo nadzor. Dogajajo se umori. Govorim seveda o medijih in naštevam težave, ki ne sestavljajo žalostne slike medijske krajine nekje daleč, ampak opisujejo položaj medijske krajine, ki je zaskrbljujoč marsikje po Evropi. Ko je pred 8 leti tedaj vladajoča stranka Zakon in pravičnost prevzela javne medije, so novinarji dobili sezname prepovedanih tem in gostov, ki jih smejo vabiti tudi na poljski tiskovni agenciji. Tudi drugih še bolj tragičnih dokazov, da so mediji in svoboda tiska v Evropski uniji na udaru, v zadnjih letih žal ne manjka. V najbolj grozljivi obliki smo to videli pri umorih novinarjev Jana Kuciaka ali Dafne Caruana Galicije. Zato namreč gre za zlorabe moči pri utišanju novinarjev, podrejanju ali političnih prevzemih medijev za manipulacijo javnosti. Dejstvo je, da je Evropska unija področju medijev ves čas namenjala premalo pozornosti. Skrajni čas je bil, da se ustvarijo zakonske varovalke. Z aktom o svobodi medijev končno dobivamo zakon na ravni celotne unije. Zakonodaja je nastala tudi zaradi političnega podrejanja javnih medijev v času prejšnje vlade. I will not hide that the situation in Slovenia, especially what we saw in the past, the difficulties in financing of the Slovenian press agency and some other issues also caused that we started to think about having some legally binding rules which will apply across all the EU member states. Svobodo medijev je v času prejšnje vlade ogrožalo prav tisto, kar bi jo moralo varovati – politika. Toda zakaj bi se nek predsednik vlade sploh vedel tako? Odgovor je enak kot pri vseh avtoritarnih voditeljih, ker se poskuša znebiti vsakršnega nadzora. Prejšnja vlada je več kot leto dni zavračala plačilo STA-ju za opravljanje javne službe, čeprav ji je to naložilo tudi Vrhovno sodišče. The case of the unstable or uncertain financing for the Slovenian press agency was a headache for the Commission. V času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, ko so bile vse oči uprte v našo državo in ko bi se ta naša država morala pokazati v najboljši možni luči, je bilo stanje vladavine prava in svobode medijev na najnižji možni ravni. Na udaru Janeza Janše nista bili samo Slovenska tiskovna agencija ali RTV, temveč tudi marsikateri drug novinarka ali novinar. Želja njegove vlade je bila, da nikomur več ne pade na pamet kakorkoli kritizirati. Zadeva je eskalirala do te mere, da je žal končala tudi v Evropskem parlamentu, kjer se je razpravljalo tudi o razmerah v Sloveniji. Med drugim tudi z Janšo, ki pa se je po očitkih glede cenzure preprosto odjavil z razprave. I've been told that the Prime Minister has disconnected, so I take it that the session was not to his liking. Predsednik SDS-a vojne z mediji pri nas ni dobil. S sprejetim aktom o svobodi medijev, ki sem ga spisala kot ena od parlamentarnih pogajalk, pa končno dobivamo zakon na ravni celotne unije. Vmešavanje lastnikov v uredniške odločitve prepovedano. Vmešavanje politike prepovedano. Transparentnost 100-odstotna pri lastništvu medijev, pri državnem financiranju medijev. Vse to bo moralo biti razkrito javnosti. In s tem aktom preprečujemo kakršnokoli vmešavanje v novinarsko ali uredniško neodvisnost. Čeprav ni čarobna palica za rešitev čisto vseh nakopičenih težav, je ta zakonodaja vendarle odločen korak k zagotovitvi natanko tega, svobode medijev. Nihče naj se tega akta ne boji, razen tistih, ki to svobodo ne ravno najbolj preudarno spodkopavajo.